Lepo pozdravljeni. Hvala, da ste se odzvali v takem številu, čeprav jaz pravzaprav niti nisem dvomil, da se boste. Ko sem tudi med drugim, je bilo eno izmed mojih del povezanih s to knjigo, da sem bil član žirije za Modro ptico in vem, da ko smo vsi prebrali, rokopise, te številne rokopise, ki smo jih dobili, mislim, da je bila pogodba res eden od tistih rokopisov, kjer smo vsi že v prvem branju, že v prvih nekaj besedah ali pa poglavjih nekako zastrigli z ušes in si misli, to bi pa lahko bilo to. In kadar nekdo, ki prebere toliko pa toliko rokopisov, že v nekaj straneh ve, da bi to lahko bil morda celo zmagovalec, potem zelo pogosto imamo pred sabo zelo dobro knjigo. In jaz, ki sem jo zdaj tudi enkrat še v miru prebral, v knjižni obliki, ne da bi neorokopisni, kateri rokopisni, če slučajno ne veste, uredniki zmeraj beremo tako, da se nam zdi, kaj še manjka, pa kaj bi lahko bilo, pa kaj bi popravili. V knjigi, ko pa enkrat napisana, pa nimamo več kaj popravljati, nimamo več kaj delati. In še leta krat... Jaz sem brala s Sojničnikom. Ene dve vejci manjka tam, nisem jaz povedala. Pa ena tipkovna, no, to sem jaz našla. No, jaz tega sploh nisem opazil, ker sploh nisem bral tako zelo podrobno črke do črke, ker sem bral zgodbo. Zdaj pa mogoče vseeno vzamemo si 3-4 minutke, da povemo nekaj mojci širok naši današnji gosti. Jaz mislim, da jo vsi poznamo pravzaprav z RTV-ja, je pravzaprav eden izmed prepoznavnih obrazov, bi jaz rekel, RTV-ja, posebej za tiste, ki ne gledamo narodno-zabavnih oddaj, ampak raje pogledamo karkoli drugega. Sicer je svojo novinarsko pot začela kot na Radiu Študent, nadaljevala na reviji Mladina, konec 90-ih let, zdaj že prejšnjega stoletja, pa se je zaposlila na RTV Slovenija. V svoji bogati novinarski karieri, seveda najbolj smo si jo zapomnili kot novinarko v zunanje politični redakciji, dolgoletno dopisnico iz Italije in Vatikana, vodila je TV Dnevnik, Odmeve, trenutno pa pripravlja in vodi zunanje politično oddajo Globus. Poznavanje italijanske družbe je pravzaprav že obelodanila v 3 drugih knjigah. Oblast brez obraza iz 2010 orisuje moč italijanske mafije, Zadnji rimski cesar, ki je prav tako iz 2010 govori o razpadu nekega italijanskega strankarskega sistema, političnem projektu Silvija Berlusconija, zadnja knjiga Od Benedikta do Frančiška iz 2014 pa analizira ozadje odstopa papeža Benedikta XVI. In pravzaprav razloge za izvolitev trenutnega papeža Frančiška. Zdaj pa, da ne bom cel dan jaz govoril, bom seveda začel pogovor. Mojca, boš uporabljala mikrofon? Ja, res se berem, pravijo, ne? No, se tudi jaz... Celo ne rabim. Ja, tudi moj bas navaden ne rabim, ampak dajva tako narediti, da bodo tudi tisti v zadnji vrsti vse slišali. Pa se kar tako lotiva. Napisali ste celo pravzaprav trilogijo o Italiji, v njej ste raziskovali italijansko mafijo, pa pravzaprav cel ta politični, skorumpiran proces, politični populizem Silvija Berlusconija, vatikanske spletke. Zdaj, razen zadnjega je mogoče, sta seveda oboje, tako mafija kot politika, nevralgični točki vaše kriminalke, literarnega prvenca Pogodba. Bi lahko rekla, da je kriminalka nek zgoščen povzetek pravzaprav vsega, kar ste delali v svoji karieri kot novinarka v Italiji, kot piska vseh teh knjig. In pa mogoče drugo, še bolj pomembnejše vprašanje. Bi lahko mogoče rekla, zakaj pravzaprav se vam po 3 knjigah, po Oglašeno iz Italije, po številnih prispevkih o Italiji zdelo, da pa je treba to knjigo vseeno postaviti v Italijo in napisati še literarno delo, pravzaprav istih stvari, ki ste jih raziskovali. Je kar naš drugega ne znam, ne, po mojem. Mislim, kot človek celo življenje, praktično svoje profesionalno življenje dela eno in isto stvar, ne, na koncu se mu zdi, da verjetno ne ve več, kaj bi, ne. In jaz sem bila 13 let dopisnica iz Italije in Vatikana in na koncu že nisem več vedela, kaj naj s to Italijo naredim, ne. Kaj bi se še dalo iz vsega tega, v bistvu, kar človek tam sreča, o čemer poroča nares, ne.
In dejansko, jaz to zdaj vedno povem, ne, sej najprej res hvala lepa, ne, ker ste prišli v takem številu, ker res imam v zadnjem mesecu občutek, da dejansko človek ne more se nižati. Ljudje v službi tako hodijo mimo mene, ker vsako konzervo odprejo, skače jaz ven, ne, in se mi tudi zdi, da se skozi ponavljam in stalno eno in isto govorim, ne, tako da se že vnaprej upravičujem vsem, če ste to, kar bom povedala, že slišali. Ampak v bistvu se nimam kaj drugega povedati. To je bil sprostitveni ventil. Ne. Kot si povedal, vsi se tikava mi dva, ne, no, mi je ratlo kar mar nerodno že zaradi tega vikanja, ampak dejansko drži. Jaz sem se v bistvu Italije lotila na več različnih načinov. Najprej seveda profesionalno v svojih službenih prispevkih, tiskanih, pisanih za mladino, potem v teh kratkih, majhnih, minuto 20, minuto 30 dolgih poročilih za radio in televizijo. In potem, ko sem bila že v bistvu svoj tretji mandat, ne, v Italiji, se mi je zdelo, da kot sem že v prejšnjih knjigah večkrat poudarila, ogromno stvari ostane. Ogromno ljudi, ki sem jih intervjuvala, mi pove 20 sekund za tisti moj prispevek, vse ostale minute, pol ure, včasih tudi ure, ne, pa grejo nekam v te zaprašene kanale mojega računalnika. In tu se je takrat, že takrat se mi je to zdelo strašna škoda in sem potem začela pisati v bistvu te publicistične knjige. In ko mi je zmanjkalo tem za te publicistične knjige, in po mojem sem bila tudi že malo stara in vsega naveličana, in na koncu se mi je zdelo, da se mi pa tudi že godi krivica, da moram vedno pisati vse, kar drugi rečejo, in vedno točno tako, kar vidim, ker pač novinar težko, ne, da si privošči, ne, to svobodo, da bi si tam zdaj kaj izmišljeval, sem rekla, zdaj pa dost. Ne. Zdaj bom pa jaz nekaj povedala tako, kar se meni zdi, in seveda katera literarna oziroma publicistična forma je najbolj primerna, da si človek po dolgem in počez izmišljuje, in to je seveda roman. Zdaj, ko si mi dala tako iztočnico, bom kar tle zgrabal, ne roman. Ja, ampak slišali smo tudi večkrat, med drugim na tiskovni konferenci, recimo eno zelo zanimiv podatek, pravzaprav, da ja, roman že, ampak najprej je to mišljen pravzaprav ljubezenska zgodba. Kje se je zalomilo in ali se je zalomilo mogoče v smislu zato, ker si postavlja ljubezensko zgodbo v Italijo, ker se pač ni dalo več naenkrat brez mafije, brez kriminala, brez politike. Sem boš rekel, ker tam ni ljubezenskih zgodb. Ja, ne, to ne. Jaz mislim, da vsi, vsaj malo imamo radi italijansko kulturo, pravzaprav Italijo, prej včasih povežemo z ljubeznijo in z romantiko, kot pa z mafijo. V bistvu to, no, sej, to itak vedno povem, ne, ampak to z ljubezenskim romanom je res šala, ne. Če pa odgovorim na tvoje vprašanje, zalomilo se je takrat, ko je tvoja kolegica in moja urednica Nela Malečkar, ne, ki je glavni krivec za ta roman, bova pozneje povedala, zakaj je predlagala naslov, kako naj bi se imenoval ta ljubezenski roman. In ko je ona to rekla, je meni vse minilo. Namreč rekla je, veš, če boš to napisala, imam pa že idejo za naslov. In jaz ko res, in ona pravi, ne bom se več jokala. In sem jaz rekla, ne vem, ne bom se s tem lomila, no, tako da v bistvu to je šala med nama nastala in se vedno hecala, no. Je bilo pa res, da v bistvu, ko sem izdala to zadnjo knjigo, ne, o papežih, sem takrat v bistvu resno razmišljala o neki drugi literarni formi, o nečem, kar bi izgledalo drugače, in takrat je Nela, ker so obedve strastni bralki, Krimičev in Ljubičev, ne, se pravi ljubezenskih in kriminalnih romanov, predlagala, da bi to mogoče bila naslednja zvrst, ki bi se lotila, in sem jo jaz seveda preskočila. In sem šla v kriminalnem romanu, ker sem pa verjetno po mojem tudi po vseh teh letih Italije zelo na volji, da še koga ubijem, ne? Šala, hecam se. In potem sem seveda se odločila za kriminalni roman. Plus neko malo maščevanje. Jaz mislim, da je marsikdo jokal ob tem koncu, ne? Ravno prej smo se pogovarjali v ozadju. Zdaj pač se opravičujem, če kdo ni prebral, ja. Zdaj je ta trenutek mi je malo šlo, ne, konec je super srečen, vse je zelo lepo. Nihče se več ne joče. Tako, definitivno se nihče ne joče, vsaj tam, kjer Mojca neha pisati. Ne vemo, kako je dalje, to bomo še morda kasneje rekli. Ampak zdaj dava mogoče, kaj pa kriminalka da, recimo, nekemu tvojemu velikemu znanju o Italiji, praviš, da je bil to en ventil, da si sprostila neke svoje stvari. Jaz malo sumim, da imaš mogoče ti tudi, ki je doma kako rdečo beležko, kjer so zapisane reči, ki morda niso smele v eter. Ampak kaj kriminalka doda? Zakaj recimo, a se ti zdi, da je mogoče tudi ta situacija, v kateri smo zdaj, ne, ker pravzaprav ljudje zelo malo spremljajo poglobljeno novinarstvo, kjer se pravzaprav za poglobljeno novinarstvo več ne najde denarja, ker ljudje
mislijo, da so pravzaprav to, da nekaj preberejo na spletu, da je to čisto dovolj, da ne rabijo plačevati za novinarske prispevke. A je to mogoče tudi en ta odraz tega, da zdaj, ne nazadnje tudi Tadej Golob je novinar, je intervjuval, tudi on zdaj piše kriminalke, je mogoče to, da je literatura neka mogoče platforma, ki zdaj prinaša resnico lažje, kot pa recimo novinarsko delo. A se tistem vendarle ne strinjaš? Jaz upam, da to ni tako, ne? Jaz upam, da pač to je mogoče ena taka zanimiva interpretacija, da pa definitivno ni vsa resnica. Jaz upam, da ljudje še vedno radi berejo novinarske zgodbe in poslušajo novinarske prispevke po radiju in televiziji. Jaz mislim tako, no, vse ta roman v bistvu tudi ni čisti kriminalni roman, ne? To je v bistvu politični thriller, ker se ta izmišljena zgodba dogaja na popolnoma resničnem okviru, ki se je dogajal pred 20, no zdaj že več, ne, v začetku 90-ih let v Italiji, na obojih teh dveh protimafijskih tožilcev in vsem, kar je pozneje sledilo. In na to resnično zgodbo, ki se je potem razpletala skozi 20 let italijanske zgodovine in pripeljala 20 let po umorih do tega, da je italijansko tožilstvo začelo preiskavo o tem, ali so dejansko se takrat v tistem času umorov predstavniki italijanske države pogajali z mafijo za neke določene koristi, ki bi jih eni in drugi imeli od tihega dogovora. In ta tožilska preiskava je izbruhala na konec leta 2012, jaz sem jo novinarsko pokrivala. In moram reči, da je v italijanski javnosti izvala veliko hrupa in dvignila veliko prahu. In to je resnična zgodba. Ta preiskava še ni končana in kdo ve, če se bo v resnici končala. Zdaj pa tako, ne, odgovor na tvoje vprašanje. Zakaj so tudi danes kriminalke nasplošno priljubljene, še posebej pa politični thriller? Po mojem mnenju zato, ker ljudje vseeno, ko to berejo, čeprav vejo, da je izmišljeno, čeprav vejo, da se v resnici ni tako zgodilo in se tudi ne more, ali pa se ni zares tako končalo, vseeno v branju dobiš nekakšno zadoščenje, že ko bereš, češ, saj sem vedel, da je bilo to tako, ne? Ali pa, ko prideš do konca in je mogoče pravici zadoščeno, imaš tudi ti en tak občutek veselja in zadoščenja, da se je neka grda zgodba v resnici iztekla in končala. Čeprav v resnici, da veš, da ni se v resnici to zgodilo, ne? Zaradi tega, ker danes imamo ogromno nekih takih temnih, nerešljivih zgodb v vsakdanjem dogajanju, v politiki, v gospodarstvu. Novinarji o tem nenehno poročamo, zelo redko pa pridemo takim zgodbam do dna. Ker se zapletajo in prepletajo, se ne, da ne bi hoteli, čeprav dostikrat je tudi tako, da pač možnosti za to veliko novinarjev nima. Ampak včasih dejansko ne moreš, predvsem pri teh mafijskih zgodbah, o katerih sem jaz dolga leta poročala in italijanski kolegi tudi, tukaj je bila na koncu vedno frustracija tretje ravni, o kateri so vsi govorili, torej povezavi med mafijo in politiko, noben tožilec ni mogel še dokazati, ne? Noben, bi rekli, uresničen politik ni bil obsojen konkretno zaradi nekega sodelovanja v nekem mafijskem umoru, sodelovanja z mafijo. Ja, v Italiji so si izmislili kaznivo dejanje sodelovanja z mafijo, ker so tako lahko preganjali tiste, ki niso mafici, ampak so z njimi povezani, ne? In te stvari v resnici težko preiskujejo preiskovalci in tudi novinarji, še težje pa pridejo resnici do dna. In v enem takem romanu, ko si ti lahko izmisliš nek konec, srečen, nesrečen, kakršenkoli, ne, se mi zdi, da tudi bralcu, ki ga v bistvu te stvari zanimajo in ki jih srečuje v vsakdanjem življenju, v bistvu daš neko možnost neke katarze, kar je vseeno odkril oziroma se potešil, ne, z neko, čeprav navidezno, srečno zgodbo oziroma srečnim koncem. No, mogoče dajva vseeno, ker ne veva, kako daleč so morda današnji obiskovalci s knjigo, dajva mogoče obnoviti neke stavke, kaj je pravzaprav zgodba pogodbe, skratka, začne se s truplom odvetnika, ki ga najdejo v nekih zgodnih jutranjih urah. Bojo se naprej? Ne, samo približno. Ne, to za tiste, ki niste brali, bom povedala, da se vse začne in konča v 3 dneh, da je hitro konec. Skratka, zgodba se razpleta čez 3 majske dni in vsak dan predstavlja en del knjige. In vsak del od 3 knjige je sestavljen iz 17 poglavij in je vsega hitro konec, ne, v bistvu.
Zgodba pa ja, ne, začne se z umorom in razpleta se v smeri še več umorov in še več spletki na razpletki in na koncu se seveda srečno konča. In razplete definitivno. Zdaj pa ta resnični okvir. Jaz seveda o tem, kaj je v bistvu ta izmišljena zgodba romana, ne bi govorila, ker če začnem pol v bistvu, ne vem, zadnjič sem se jezila, ker je nekdo napisal recenzijo in v bistvu je bilo do polovice knjige narejena obnova, ne, se je bila super pohvala recenzije, tako da se nisem mogla jeziti na avtorja, ker je pač pohvalil roman, ampak sem mislila, kako moraš napisati recenzijo, da napišeš obnovo pol knjige, ne, brez veze. Ampak na srečo, ne do konca, no, tako da tudi jaz ne bom govorila o tej izmišljeni zgodbi, bom pa povedala za resnični okvir, ker vas bo mogoče to pritegnilo. In govori roman se dogaja 20 let po ubojih teh dveh protimafijskih tožilcev, o katerih sem že prej govorila. To sta Giovanni Falcone in Paolo Borsellino, ki sta bila ubita v dveh ločenih mafijskih napadih leta 1992. Najprej 23. maja 1992, na avtocesti med palermskim letališčem in Palermom, Giovanni Falcone, njegova žena in 5 osebnih stražarjev, ki so se peljali z letališča v Palermo in mafija potaknila 500 kg tritola v kanal pod avtocesto, se skril tale Giovanni Brusca, ki je potem pritisnil na sprožilec nekam gor v Gmajno. Oni so imeli postojanke po celi poti tega konvoja, da je točno tisti trenutek, ko je konvoj zapeljal čez to mesto, stisnil na sprožilec in so zleteli v zrak. To je bil krater 200 metrov in seveda torej umrlo je 7 ljudi. 2 meseca zatem v bombnem napadu umre še Falconejev najtesnejši sodelavec, prijatelj in tudi naslednik Paolo Borsellino. Njega pa so odstranili z avtomobilom bomba, ki je bil parkiran pod hišo njegove mame, kamor je on prišel na nedeljsko kosilo. S svojimi 5 osebnimi stražarji, med njimi je bila tudi ena ženska in vseh 6 je umrlo. In jaz sem potem sem govorila s sestrama obeh umorjenih tožilcev, ko sem to pač pokrivala novinarsko in jaz se tega najbolj spomnim in zato tudi povem, tega v knjigi ni, ne, seveda, da je sestra Paola Borsellina, ki se je potem preselila v to isto stanovanje, kjer je prej živela njena mama, rekla, da ko so se vrnili v to stanovanje, je bilo razrušeno kot v vojni in ostanke človeških trupel so našli še v 4. nadstropju tega bloka. Tako strahovita je bila eksplozija. Skratka, to se je zgodilo leta 1992, te 3 majski dnevi pa so 20 let pozneje, tega nikjer v knjigi ne piše, ampak je pač tako narejeno. Maja 2012, ko se vsa Italija, predvsem pa politiki, pripravljajo na 20. obletnico uboja teh tožilcev in komemoracijo, na kateri bodo slavili ta tožilca in seveda boj proti mafiji, ne. Tako da v bistvu je to ta, bi rekla, ta realistična, resnična podlaga za to zgodbo, ki se prepleta. In zdaj bom še to povedala, ker vem, da me boš vprašal. To je resnično. Vse ostalo, ti junaki, njihovo življenje, njihov značaj, neumnosti, ki jih delajo, to je vse izmišljeno in noben ni avtobiografski, to se zdaj že jaz nazaj vlečem, nimam jaz nič s tem. In seveda tudi dogajanje v romanu, ki se tiče te zgodbe, je popolnoma izmišljeno in daleč od resnice. Ok? Ok. Če me bo kdo citiral, bom vse zanikala. Se to pravzaprav, jaz ko sem bral, me ni toliko zanimalo, vem, da sicer mnoge bralce zanima, kaj je res in kaj ne. Predvsem je bilo izredno zanimivo brati knjigo, ki je res napisal nekdo, ki se spozna na stvar, ne? Ker ponavadi, ko beremo kriminalke, pač so tam ti detektivi popolnoma pač nerealni, že zdavna bi jih vrgli iz službe, če bi počeli stvari, ki jih počnejo, tudi njihovi dokazi bi nikoli nesli nobene vode, ker so preprosto pridobljeni na nelegalne načine in podobno. Tukaj pa vse vendarle opisano z nekim ekspertnim znanjem, bi jaz rekel, kako funkcionira policija, kako mafija pravzaprav. In kar je mene najbolj pač všeč pri tej knjigi, da ne podcenjuje bralca, ne. Tu pogovori med mafijci niso, čuj, a boš ti unga pospravil, a ga ne boš, pa on ne pove, ne kliče, a zdaj sem pa 3 pospravil, ampak je vse nekako v nekih šifrah, vse je nekako zakrito za dvema, za neko vljudnostjo,
in podobnim. In zdaj pravzaprav me zanima, a je to je pač mafija, ne? Skratka, ampak kaj pravzaprav, Mojca, je mafija? Meni je izredno zanimivo, ker mi, če imamo iz popkulture, ker imamo idejo o mafiji, so seveda Don Corleone iz Botra, imamo tega starega, uglajenega mafica in podobno. Potem pa po drugi strani zadnja leta je pa recimo Gomorra, bila knjiga in pa film, tako pretresljiva, kjer so pa po drugi strani to čisti kriminalci, pač barabe, ki skušajo preživeti v svetu na vse načine možne. Kaj je pravzaprav resnica? Kaj je mafija danes? Pa mogoče nekje si zapisala oziroma citirala nekoga, neko novinarko, ki pravi, da recimo včasih v 80-ih, 90-ih smo vsi vedeli, kaj je mafija. Slikalo se je trupla, pokrita s plahto, slikalo se je užaloščene vdove, slikalo se je eksplozije, kraterje. Zdaj teh slik več ni. Kje je ta mafija? Kaj se pravzaprav dogaja? V bistvu je to vprašanje, na katerega iščemo odgovore vsi že več kot 100 let, definitivno pa 50 let v Italiji. Čeprav še v 60-ih, 70-ih letih so v italijanskem parlamentu italijanski poslanci zatrjevali, da mafija ne obstaja, da je to izmišljen pojem. In jaz sem v moto, na začetku te knjige, vzela stavek iz romana Sovji dan, italijanskega avtorja Leonarda Šaše, Sicilijanca, ki je prvi pisal v bistvu o mafiji, v prevodu Cirila Zlobca, ki je v Sloveniji šel leta 1963. In se v tem motu sprašuje to vprašanje, tako da je zelo staro odgovora, nam pa očitno nimamo. Poskušamo pa na to odgovoriti. In zdaj v bistvu jaz bi rekla tako, ta mafija, o kateri si ti govoril, in o kateri govori tudi Gomorra, čeprav Gomorra govori o neapeljski mafiji, ki se imenuje Camorra, to je bila tudi besedna igra, medtem ko na Siciliji imaš v bistvu Cosa Nostra, in še dve drugi sta taki podobni kriminalni organizaciji na italijanskem jugu. Te mafice, o katerih si ti govoril in ki jih vidiš v cesti, to je ta čisto najbolj spodnji oboroženi del neke kriminalne organizacije. Tega sem jaz zmislila, to pač so odkrili tožilci v teh številnih preiskavah in prvi je o tem govoril prav Giovanni Falcone, ki je prvi dobil ključ do tega, kako deluje in kako je sestavljena sicilijanska mafija. S načinom preiskovanja, ki je bil takrat popolnoma inovativen in drugačen za Italijo in tudi za druge evropske države, seveda, ki tega fenomena niso takrat poznali oziroma se ga niso zavedali. In Giovanni Falcone je odkril in pozneje o tem veliko govoril, da obstajajo tri ravni mafijskega delovanja. Prvi je ta, ki je nam vsem na očeh in ki ga mi običajno imenujemo mafija. To je ta oboroženi del, večinoma grdi, debeli, stari moški, ali pa mladi, grdi, debeli moški. Zdaj seveda posplošujem, ampak ne vem, nekdo mi je v enem od teh intervjujev v zadnjih tednih vprašal, kakšni so v resnici mafici, sem rekel, kolikor jih jaz poznam, pa sem jih tudi videla kar neki nasojenih dol po Siciliji, grdi in debeli, zdaj so stari, mladi. Ampak res, taki bi rekel, Salvatore Riina in Bernardo Provenzano, ki sta bila 40 let strah in trepet Sicilije in tudi Italije, recimo Provenzana so 40 let iskali fantom, ki ga niso mogli najti, ko so jo odkrili in ko so jo posnele kamero v aretaciji, je cela Italija zajela sapo, svet pa še bolj. To sta bila dva pritlikava starejša gospoda, Provenzano z eno brisačo okrog vratu, vseh čuden, oni Riina v neki karierasti srajci s takim pogledom in obrazom, za katerega se ti je zdelo, da je popoln neotesanec, kar verjetno tudi je, vendar tega to ni zmanjšalo njegovega vpliva, tako da odgovor na tvoje vprašanje je ta. Drugi in tretji nivo se pa seveda odvijata v drugačnih okoljih in vključujeta tudi drugačne ljudi. Drugi nivo, pravijo italijanski preiskovalci, so večinoma podjetniki, gospodarstveniki, tisti, ki so z mafijo povezani na poslovni ravni, ji omogočajo donosne posle, bodi si v povezavi z državo, bodi si z pač nezakonitim trgovanjem, ki mu je potrebno dati na koncu nek legalen priznak, predznak, bodi si s pranjem denarja, bodi si z očiščenjem te celotne dejavnosti, ki v neki fazi postane zakonita. In tretji famozni neulovljivi mafijski nivo, kot je pravil Giovanni Falcone, so povezave s politiko. Je tisti človek, ki nastopa v tej knjigi tudi in ki ga
v bistvu zares nobenemu preiskovalcu zaenkrat še ni uspelo dokazati. So pa v vseh sodnih postopkih prihajali na dan indici, ki so kazali na to. Še celo v tem procesu proti izvajalcem napada na Falconeja. Takrat so v bistvu odkrili in potem tudi dejansko poslali za zapahe vse odgovorne in uspeli upisati dinamiko, kako je prišlo do napada. Ampak to mi je govoril tudi eden od odvetnikov in tožilec tega procesa. Vedno je bilo zraven neko območje senc. Vedno je ostalo nekaj nedorečenega. Še zmeri, recimo nekdo je rekel, ja, jaz sem bil, ja. Potem so izsledili, od kje je prišlo ta eksploziv, kje so ga skrivali, kako so ga pripeljali. Pak zmeri je na koncu ostalo nekaj nedorečenega. Ali je bil kakšen račun, ki je bil sumljiv, ali je bil kakšen naslov, ki ga niso mogli razvozlati, ne. Še več pa je bilo teh temnih senc na procesu proti izvajalcem umora Pavla Borsellina. Tukaj je bila pa zgodba še bolj bizarna, ker so najprej en proces na vseh 3 stopnjah pripeljali do pravnomočne obsodbe, obsodili človeka, ki se je sam prijavil in se sam obtožil za to, da je bil med izvajalci napada in se je pozneje izkazalo, da je lagal. Da mu je nekdo rekel, naj se sam obtoži. In so odkrili, da se je lagal. Ampak na vse 3 stopnje so šli, 10 let je minilo, še več. In tožilci, vsi sodniki nasedli, ker ves čas je pa bilo, lejte, to ni tako, ampak pripeljali so do pravnomočne sodbe. Izkaže se, da je človek lagal, razveljavil proces in njega seveda ubijajo, ne, oziroma umre preden se, ne, in začne se nov proces in skratka, to so ta območja senc, ki italijanske preiskovalce in tudi velik del, bi rekla, Italijanov spravljajo v obup, ko je govor o boju proti mafiji. No, seveda mafija potem zavzema tudi vse plasti, tako kot vidimo tudi v pogodbi, ne, dotika se tudi, kako novinarji opravljajo svoje delo, kaj lahko naredijo, kaj ne, kdo dobi neko delo, kateri preiskovalec dobi nek primer in tako naprej. Vpeti so vse pore italijanske družbe. Ampak, če mogoče, malo mogoče tudi špekulirava ali pa tudi ne, mi smo sosede Italijanov, ne? In recimo zdajle ob tem zadnjem uboju novinarja na Slovaškem smo recimo videli, da se pojavljajo neki indici, da ima italijanska mafija svoje lovke recimo tudi tako daleč, kot je na Slovaškem in da je zelo pomemben igralec na tem. Medtem ko recimo v Sloveniji so, mislim, da tudi pred kratkim ujeli nekega mafijskega poslovneža ali karkoli že. Pred leti smo slišali nekaj zelo bežnega o tem, kako se mafici bajo v Sloveniji lahko prosto sprehajajo, kako jih pač tukaj organi nič ne more. Kje je recimo Slovenija? Smo mi tako blizu, pa krati premajhni, da bi bili zanimivi za italijansko mafijo, smo mi popolnoma, pač imamo zelo nizko toleranco do kriminala, no, tega niti brez nasmeha ne morem povedati. Skratka, kje je Slovenija? Si ti v svoji karieri, recimo, kadarkoli zaznala, seveda si najbrž, da poti vodijo tudi v Slovenijo? No, lej, zdaj tle si mi nanizal na 6 vprašanj, ne. Bom začela na koncu, ne. V bistvu nobena država ni premajhna, noben posel ni premalo pomemben, ne. Slovenija, jaz v tem dejansko nobenih podatkov nimam, zato kar naj bi se dogajalo danes, jaz se pač s tem tudi profesionalno ne ukvarjam, tako da o tem najraje pač ne govorim, ker tega ne poznam dobro. Slovenija, kot se je mogoče reči po podatkih preiskovalcev, obstaja predvsem kot neka prehodna tranzitna država, ne, za različne vrste nezakonitih trgovin, ki potekajo čez to ozemlje. Na našem območju nedvomno delujejo tudi različne kriminalne organizacije. Omenil si Slovaško, zgodba, ki se je tam odvijala, se je vrtela okoli evropskih sredstev iz evropskih skladov, ki jih imamo danes tudi pri nas in še marsikje drugje. Ampak jaz, ko si me vprašal, če sem se jaz zdaj s tem profesionalno ukvarjala, ne, ker sem pač večji del svoje novinarske poti preživela v Italiji. Sem pa začela svojo novinarsko pot v bistvu s preiskovanjem lovk italijanske mafije v Sloveniji. In ne vem, če se boste vi spomnili leta 91-92 afere Hit, ki je takrat izbruhnila v zvezi z lastninjenjem novogoriške igralniške družbe Hit. In takrat sem jaz v bistvu nekako bi rekla raziskovala to zgodbo in med drugim odkrila neko preiskavo, ki se je odvijala v Benetkah, na beneškem tožilstvu, oziroma takrat je bilo to tožilstvo v Mestrah, to Mestre pri Benetkah.
In ta tožilec izkazalo se je, da ne, v novogoriškem hitu teh povezav ni bilo, je pa ta tožilec preiskoval domnevne preiskave med sicilijansko mafijo in posojilnimi službami, ki so delovali okrog portoroškega kazinoja. In takrat so se potem stvari na nek način tudi izpele, te preiskave dlje kot do italijanske meje niso segle, ampak v bistvu morebitnih nekih povezav nihče zaenkrat ne more zanikati, ker jih tudi nihče ni preiskoval. To pa, da o njih ne govorimo, oziroma da ne ležijo trupla po cesti na srečo, ne, še ne pomeni, da jih ni. Ne. Govoril si v bistvu o Slovaški. Ne. Tukaj bi rekla eno stvar. Jaz ne vem, mi ne poznamo, tudi slovaški preiskovalci zaenkrat še ne vedo, kaj je bilo v bistvu v ozadju tega napada. Ampak jaz težko verjamem, da je to storila neka kriminalna organizacija, ki želi zaslužiti čim več denarja z nezakonitimi posli. Ker čim ležijo trupla po cesti, čim se o tebi govori, pomeni, da bo tvoj posel škodovan, da ne boš mogel opravljati svojih nezakonitih dejavnosti v miru in tišini, kot bi jih lahko. Ne? Pač vsaka kriminalna organizacija z nezakonito dejavnostjo si želi čim manj pozornosti, čim manj medijske pozornosti. In dvojni umor, tako krut boj dveh mladih ljudi, ne samo nekega novinarja, za katerega bi rekli, da so ga mogoče odstranili z neko direktno povezavo na njegovo delo. Še njegove v bistvu punce je pa nekaj v bistvu tako krutega, grozovitega in eklatantnega, da se mi zdi skoraj da dejansko neumno, pa ne da bi mislila, da so mafici pametni, ne? Ampak je moralo iti, bodi si je nekdo reagiral, se odzval v res nekem takem brezumju, ne da bi pomislil na posledice, ali pa je v ozadju recimo nekaj drugega. Kar pa seveda ne izbriše morebitnih povezav kalabrijske mafije, v tem primeru je bil govor o kalabrijski mafiji, z evropskimi sredstvi na Slovaškem in tudi njihovo politiko. Ne? To je namreč preiskoval ta slovaški kolega. No, pa dajva še mogoče pogledati zdaj že kar malo proti prihodnosti. Mojca Širok zdaj torej je prvenec, ne? Najbrž po vsem tem uspehu, ki ga je ta knjiga dosegla, tudi Nela ne bo kar tako izpustila več iz rok. Napovedovala si tudi recimo že nekaj o tem, o drugem delu, se pravi o nekakšnem nadaljevanju, ki se bo dogajalo v Sloveniji, ampak recimo, a sebe zdaj vidiš bolj kot pisateljico kot prej, a se ti vendarle zdi, da mogoče, da z eno knjigo ni še to nič, koliko si sploh zdaj recimo doživela že lahko to svojo knjigo, ker vendarle ni prva, je pa drugačna, ni isto kot prejšnje tri. Ne, mislim, jaz se zdaj v bistvu doživljam nekaj popolnoma, meni se kaj tazga še ni zgodilo, no, res, no. Tudi zato, ker recimo že sam proces pisanja te knjige, ne, mogoče bi morala res povedati, da je nastala pravzaprav po enem velikem naključju, ne, Nela Malečkar, moja urednica, mi je povedala za to nagrado in me s tem spodbudila, ne, vedela je, da imam nekaj nedokončanih, nekaj poglavij že narejenih, ker jih je prebrala in me je poklicala enkrat marca lani, je rekla, kdaj boš ti to končala? In sem rekla, jaz sem šla v penzijo verjetno, kdaj pa ne, sem imam časa. Pravi, no, mogoče te bom pa jaz spodbudila in skratka je povedala za to nagrado in jaz sem to v bistvu res vzela kot nek izziv. In sem mi pač neskončno hvaležna, da me je porinila oziroma, kot bi rekli, brcana, se veste kam, ne, da sem se potem spravila k pisanju. No, in tudi, če se ne bi nič zgodilo s to knjigo, ne, tudi če bi vam ne bi bila najprej všeč in potem tudi vsem tem ljudem, ki so jo do zdaj prebrali, sem jaz zadovoljna in srečna v bistvu, da sem to napisala že zato, ker sem doživela ta ustvarjalni proces, se pravi proces oblikovanja nekega literarnega dela. Ker jaz pač celo življenje pišem, jaz nič drugega ne znam, imam tudi tako službo, ne? Ampak to nima veze. Novinarsko pisanje in poročanje je čisto nekaj drugega kot to, kar smo v srednji oziroma osnovni šoli morali napisati prosti spis. Pa še tisto ni bilo enako, ker je v zmeri neka ocena in si bil zmeri vas streman. Ampak to, ko sem si zdaj, jaz v bistvu zdaj ne vem, če mi boste verjeli ali ne, ampak ko sem jaz začela pisati ta roman, jaz pojma nisem imela, kaj se bo v njem zgodilo. Kaj šele, kako se bo končal? Koliko bo mrtvih? Kdo bo mrtev? Jaz sem samo vedela, da želim pisati o tej zgodbi, da jo želim prikazati na način, ki bo bralcu približal tak način ravnanja politike, tak način, bi rekla, povezav med ljudmi
In ko sem jaz to začela pisati, tudi nisem točno vedela, kdo vse bodo ti junaki. No, za njiju dva sem vedela nekje. No. To ona se mi je prikazala tam nekje v enem 5. poglavju. V bistvu, glede na to, da sem tako skoncentrirano pisala, ker pač nisem imela časa, ne, ker konec koncev imam tudi eno redno službo, ne, se zdaj na teh predstavitvah mi je kar nerodno, ko omenijo moje knjige, ki pa res pade tako, kot da mi na RTV noč ne delamo, ne. Imamo cajt zapisati knjige, ampak pač zgoščeno pisanje je pripeljalo k temu, da sem v bistvu res se nekako potopila v to delo, ki mi je potem res potegnilo sabo, to, kar govorijo resni pisatelji, ne? Da ko ustvarjaš neko zgodbo, kar naenkrat zaživi, nisi več ti tisti, ki vodiš te junake, ampak te, kar oni nekam peljejo. Ne? In zgodilo se je, in to še enkrat povem, ker jaz sama težko verjamem, pa res pravim, ne vem, če mi boste verjeli ali ne, tisti dan, ko sem pritisnila na zadnjo piko, jaz zjutraj, ko sem stala, nisem vedela, kako se bo končalo. In nisem niti razmišljala o tem, ker do takrat sem že ugotovila, da se bo že tako razrešilo, da bo prav. Ne? Bodo že oni poštimali sami med sabo. In meni se je recimo zgodilo, da je moj mož, v tistem obdobju, ko sem pisala, pač zjutraj me pustil tam za mizo, ne? So živčno z onim tolčenjem po tipkovnici in pride, ne vem, čez 12 ur nazaj in me dobi na istem mestu. In pravi, da zdaj pa dosti greva ven, greva nekam in jaz tako pravim, čakaj, samo malo, da vidim, kaj se bo zgodilo. In ko sem to rekla, samo enkrat sem se kar zdrzala, sama kaj se bo zgodilo, saj ne bereš, ne? Saj si ti tista, ki pišeš, ne? Tako da to recimo je bilo zame že prvo tako neko razkritje, v bistvu prvič, ne, zame, da sem kaj takega doživela, kot je bil ta pač način nastajanja romana. Druga pa to, kar se zdaj dogaja, ne, v izidu knjige. In mislim, v bistvu, saj ne vem, kako bo to zvenelo, no, ampak dejansko me ni še noben nadoril, ne. V glavnem prihajajo ljudje k meni in pravijo, in zdaj? Kdaj bo drugi del, ne? In to me seveda strašno veseli in strašno srečuje. In pa zmeri povem, ne, se to ni nič novega, ne, da tako, ko poslušam pač na teh predstavitvah ljudi, kaj jih zanima, pa kaj bi želeli, se mi zdi, da bi drugi del se seveda moral odvijati v Sloveniji, ne, in po mojem bi bili bralci najbolj srečni, če bi se v njem zgodil en tak velik masten umor na RTV-ju. Pa ne me zdaj citirati, ne. Je pa še to, so me zdaj ta teden sodelavci v službi jezili, ki so rekli, bomo zbirali podpise za peticijo kako se reče, izredni odpovedi delovnega razmerja zate, ne, da te vržejo na cesto, da boš pol prisiljena, da boš takoj napisala še drugi, tretji, četrti del, ne. Pom te ne mislijo red. Imamo dolge odmore za malico, bom reč med odmori za malico. No, jaz mislim, da je bil odziv na to umor na RTV-u kar dober, no, tako da, če slučajno tako... Imel spodbudo. Zdaj, mogoče ima kdo še kakšno imel v mislih? Če preverjaš publiko, mislim, da so zdaj slišala skratka zelo pozitiven odziv, ampak ko sem te takole poslušal, se mi je zdelo izredno zanimivo, ker ja, se mi zdi, da te nagovorila te zgodba, nagovorila te to si morala povedati, morala si zapisati, morala si ugotoviti, kako se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo. Po drugi strani, ko človek to bere, ima občutek pač, da si resna pisateljica, da ne bo ostalo samo pri eni knjigi. Zdajle, vse veš, ne, če obljubiš drugo in narediš drugo, ne vem, če se bo ostalo pri drugi, ne. Bo tudi tretja hotla, četrta, peta. A je to nekaj, kar bi te zanimalo, recimo, in pa seveda hkrati, zdaj ne bova govorila o načrtih, ne bova govorila o ničemer takem, ampak recimo, a bi te znalo to peljati v neko, zdaj bom rekel, resno kariero, pisanje kriminalk, kjer bi recimo morala vedno iznajti nove zgodbe, kjer mogoče ne samo mafija, ne samo organiziran kriminal, ampak tudi kakšne druge stvari, skratka, mogoče tudi ljubezenske, ne nazadnje. Veš kaj, ti bom odgovorila tako, kot verjetno vsak slovenski pisatelj, ne? Absolutno bi. Ne vem pa, če bi od tega lahko živela. Ne? Tako da dejansko, jaz mislim, omenil si Tadeja Goloba, ne? On ob tem, da je pač izvrsten pisatelj, ne? Dela še 1001 drugo delo, ne? Da si lahko plača položnice. Ne? Jaz sem pač to srečo, da imam redno službo.
ne v ekonomskem smislu srečo, ker pač številni moji novinarski kolegi te sreče nimajo več, da bi imeli redno službo. Po drugi strani je pa to seveda pomanjkanje časa tisto, ki te potem na nek način ovira. Jaz tako, zdaj tudi večkrat to povem, jaz sebe dejansko vidim bolj v tem, kot v službi na RTV-ju, ker če pogledam tudi vso svojo novinarsko kariero, sem v glavnem v veliki večini opravljala dela, ki so zahtevala samo mene. Se pravi, sem bila novinarka na terenu, dopisnica s terena, šefi so bili 700 do 1000 kilometrov stran, telefoni, pisarne, tega ni bilo. In zdaj sem v bistvu od junija 2016, ko sem se vrnila iz Italije, že skoraj 2 leti, verjemi mi, da štejem čisto vsak dan in delam križce in krožce, v naši redakciji, kjer je sicer zelo prijetno in se s kolegi, namreč delamo v zunanji politični redakciji Televizije Slovenija in se s kolegi zelo dobro razumemo in absolutno nimam nobenih problemov, ni pa to, veš, se človek pri mojih letih že začuti, kaj najrajš dela. Mora biti en razlog za to, da sem že 20 let v službi na RTV-ju, nisem bila pa še nikoli 2 leti v kosu v redakciji. Zdaj, če bo prišlo do junija 2018, bom dosegla osebni rekord. In tako da bi bila seveda zelo vesela, če bi se to, na kar si namigoval, lahko uresničilo. Mene bi zelo veselilo, je pa seveda odvisno od številnih drugih reči. Recimo ti že zdaj lahko povem, da do junija nič, ker bodo volitve, kot vsi veste, in pač javna televizija mora po zakonu pripraviti 1,2 milijarde soočenj, parlamentarnih, neparlamentarnih, teh, onih strank, in bo to delno, na srečo samo v enem manjšem delu, kar se nanaša na zunanjo politiko, se dotaknilo tudi mene in mojega časa in mojih odmorov za malico, v katerih nastajajo kriminalni romani. No, morda pa lahko s kakšnim referendumom preprečimo volitve ali kaj podobnega. A zdaj mi daš že snov za 3. del, recimo? Umrli politik med izvedbo referenduma. Ampak, če se mogoče resno vzamemo to idejo, To vam je všeč, Na volišču najdejo mrtvega politika, ali kaj? Pravzaprav je tisto, kar me zanima, to, a si lahko zamisliš zgodbo, ki bi bila v Sloveniji verjetna? Vseeno se mi zdi, da zdaj, ko sem pogodbo bral, je bila nekako logično, da se dogaja v Italiji. Logično mi je bilo, ne zato, ker bi imel Italijo daleč stran in si mislil, da tam pa se grde reči dogaja tlepa, Sem se mi zdi, da nekako imamo vsi občutek, da kriminalka, ki se dogaja na Slovenskem, je navadno pač nek ljubosumni mož ali pa ljubosumna žena ali kakorkoli, da zelo težko, da bi bil en tak elaboriran zločin, da bi bili resni preiskovalci, resni novinarji, resni politiki. Kar prekinem, tako bojo 4 primere, po mojem, ki bi bili pa 2., 3., 4., 5. del, Rop v SKB-ju, bančna luknja, Teš, Ampak to so vse pravljice, to so vse pravljice. Ja, seveda so pravljice, se narediš pravljico iz tega, ampak ne boš mi rekel, da ti to ne vznemiri tvoje intelektualne radovednosti. To so točno te zgodbe, o katerih razmišljamo, kot ti mafijski umori, o katerih v bistvu vse vemo, zdaj imamo celo parlamentarne komisije, ki raziskujejo ozadje in tako naprej, ampak imate občutek, da so zadeve rešene, da je bilo pravici zadoščeno. Najbolj si je zmisliti en kriminalni roman, noter ene parih ubit, pa ene par okrivit in se vse lepo zavit v neko domišljijo, da vas noben ne toži, če se pa kdo v tem prepozna, je pa pol sam kriv, pa se je sam obtožil tudi to, Zdaj, seveda karikiram, Ampak recimo jaz v službi zdaj dostikrat rečem, ko smo na teh sestankih, dajte DUTB, SDH, zgodbe, ki se odvijajo z državnim premoženjem. Ko gremo staviti, da bomo čez 10 let poročali o parlamentarni komisiji, ne o bančni luknji, ne o Tešu, ne o žilnih opornicah, ampak o DUTB-ju. Je možno, ni možno, In se pravi, če govoriva o tem in v Sloveniji imaš ti nešteto ljudi, o katerih sploh ne slišimo v novinarskih poročilih, pa vemo, da so zelo pomembni za slovenski gospodarski in politični razvoj, ni nujno, da so kriminalci, daleč od tega, ampak jih je verjetno na nek tak ali drugačen način zelo, bi rekla, delujejo te mehanizmi tudi kot kjerkoli drugje, na enak način, in so verjetno za bralstvo enako zanimivi in enako zabavni, kot nek italijanski. Kar se pa tiče preiskovalcev, si jih pa zamisliš, pa kakšno novinarko, recimo, ali pa novinarja, ali pa se ne vem, mogoče kakšnega člana parlamentarne komisije,
Ne? Predvsem bi si morala zmisliti umore, ne? Ker za enkrat vse ostalo imamo. Ne, tega si, ja, tako. Vse pravim, to je vse zmišljeno pol, ne. Tako da, ne, malo po, ne, tako, kaj sem, kuhaš malo, ne štrcam malo tega, malo onga, malo posoliš, malo olivnega olja, da podmažeš vse skupaj, ne, pa se rodi ena kriminalka. Ampak to se mi zdi tudi zanimivo, ker zdaj, če bi človek je malo resno, ne, da so to resni načrti, bi si mislil, da imaš pač pravzaprav, da sama sebi otežuješ delo, ne, ker vseeno se mi zdi, da je pa po eni strani lažje pisati o nekem umoru v družini ali pa nekega, da se umorili in pride detektiv in je soba zaklenjena od znotraj, kako so že te večne uganke. Kriminal, ker to, o čemer ti zdaj razlagaš, DUTB in to so zločini, najbolj, to so strašno dolgočasni. Ne, jaz nisem rekla, da je DUTB zločin. Ne, se pričem, mislil sem te prevzamem odgovornost za to. Sigurno, da se za njim skrivaš. Ja, za njim, ampak to so strašno dolgočasni zločini, ali niso? To so neke denarji, ki jih noben ne vidi. Zakaj si pa to bral, če ti je bilo to dolgočasno? Veš, jaz v bistvu, točno to, ne, mene misli ta klasična kriminalka, če tudi jih obožujem, ne, jaz sem pač začela z Agato Christie, ki še vedno ostaja, ne, med mojimi najljubšimi avtoricami kriminalk, ampak kot vidiš v tej knjigi, mene dejansko ta kriminalni del ne zanima. Jaz tudi ne opisujem teh umorov, ne, zdaj tako strašno govorim o teh mrtvih in to, ne. Ampak v resnici tega ni, ne. Tudi ta strašanski umor, ki se zgodi na začetku in je krut in v bistvu res grd, jaz o tem ne morem pisati, ne, se temu izognem, ne opisujem tega, ne opisujem žrtev, opisujem teh grozodejstev, ki so se jim zgodila in v bistvu je v tej knjigi so ti umori na nek način izgovor, da lahko pišemo o zadjih. Ne? Nek izgovor, s katerim pretegnem vašo pozornost. Ne? Če bi zdaj rekla znanstveno-politična publikacija o zadjih italijanske mafije, kdo bi to kupil? Bi se midva tle pogovarjala? Ne? Bi to jaz tam na štantu v samozaložbi prodajala in vsi bi hodili mimo. Skratka, a veš, to je v bistvu nek trik, ne? Na katerega potem pripnemo tisto, kar želimo. Ne? In jaz, če govorim o sebi, pač kot o avtorici, ne? Kriminalnih romanov, recimo, da zdaj to sem, ne, ko imam enega za sabo, razmišljam bolj o sebi kot dejansko o avtorici teh političnih trilerjev. Skratka, romanov, v katerih ni glavni protagonist umor in kriminalist, ki raziskuje v bistvu, kako se je ta zločin zgodil. Ampak bolj kriminalist, ki raziskuje ozadja, da so se ta zločinska dejanja zgodila. In ta ozadja so univerzalna. Se lahko dogajajo v Italiji, se lahko dogajajo v Sloveniji, sestavljajo jih ljudje, ki so ljudje povsod, enako čustvujejo, podobno čustvujejo, podobnih stvari se bojijo, podobne stvari imajo radi in zato se potem take zgodbe na nek način lahko dotaknejo kogarkoli. Ne? No, menila si Agato Christie, recimo, kar je meni izredno zanimivo, ker ravno to, ne, zdi se mi, da je tvoja kriminalka, tvoja knjiga popolnoma drugačna od neke klasične detektivke. Jaz bi te prej imel za kakšno strastno bralko, recimo Raymonda Chandlerja in noir kriminalk. Aha, no, skratka, kaj Mojca bere, ko pa ona bere zase in nekaj, recimo, teh knjig, v katerih, vendarle se mi zdi, da je nek vpliv, pa noben se ne more izogniti temu, da ne bi nekaj mi bilo bliže všeč. Skratka, jaz sem ugavno z Raymondom Chandlerjem, ki se mi zdi, da je tvoja kriminalka oziroma pogodba je tako po eni strani, bom rekel, bolj mračna, ne? Skratka, so liki, ki so nam zelo všeč in zelo blizu, ampak bolj zato, ker so človeški, ne? Ker niso geniji, ker ne vstopijo v sobo in reče, aha, morilc šepa na levo nogo in ima brke, ampak so preprosto ljudje s svojimi napakami, zavoženimi življenji, ki jim pač karijera in to, da dosežejo neko pravico, recimo, je tudi nek velik motiv. In to se mi zdi, da je nek noir, ta noir kriminalka, znana iz 50-ih, 60-ih. Skratka, tle si bolj. Ja, pa veš, kje tudi se mi zdi tako, no? Te vohunski romani iz obdobja železne zavese, ne? Tam tudi vse smo vedeli, ne? Smo vedeli, da Rusi vohunijo, da Američani vohunijo, da se med sabo pobijajo, da so kruti, ampak v resnici nismo nič od tega vedeli zares, ne? Ampak skozi te vohunske romane, ne? Tudi Johna le Carreja in drugih, ne? Smo dobili neko, recimo meni je zelo všeč ta Len Dayton, če se spomniš, tale trilogija Berlinski niz
Berlinska igra, Mehiški niz in londonska igra je. Pač po tenisu je. Ko imaš v tenisu, set, match, game. Ta roman recimo je meni strašno všeč, jaz sem ga po mojem tako že 20krat prebrala v zadnjih, 30 letih, zaradi tega, ker ga vsakič znova berem, čeprav že vem, kaj se bo zgodilo, ker ima to atmosfero, te like in toliko tega nekega nečesa neodkritega, ne. Tako da ja, v bistvu, ja, pa te noarovce, ne, recimo tudi Dashiell Hammett, ne, Malteški sokol, ne, ki ga poznamo bolj iz filma, ampak tako, taki romani, kar pa seveda nekako ni res, da mi tudi Agatha Christie ni všeč, ne, recimo teh sodobnih avtoric, ker so bolj avtorice, ne, kriminalnih romanov, mi je zelo všeč recimo tudi tale P.D. James, Angležinja, ne vem, če imamo kaj prevedenega v slovenščini, pa Elizabeth George, je ta inšpektor Linley. Ona je sicer Američanka, ne, ampak piše o eno, njen glavni junak je inšpektor Scotland Yarda, ki je še lord povrh vsega, ne. In ona pa Američanka, ne. Tako, kot jaz Slovenka pišem v Italiji, ne, italijanski mafiji, se vidi, da te fascinira mogoče to nekaj, česar nimaš, ne. Tako da ja, ne, v bistvu, jaz v bistvu ne bom nič kaj, kako bi rekla, blazno pametna, ne, kar se tiče mojih bralskih okusov. Jaz v bistvu imam zelo tak navaden okus. Jaz rada berem Ljubiče in Krimiče, ne. To v prvi vrsti gotovo in pol seveda tudi recimo v zadnjih letih je šlo en kup enih zanimivih biografij, ne, oziroma autobiografijo pomoči, ne. Naprimer ta o Steve Jobsu, ne, ki je napisal Walter Isaacson, ne, ki je tudi novinarski kolega, se mi zdi res izjemna knjiga, ampak ne zaradi življenja tega človeka, seveda tudi za to, ne, ampak kako je ta avtor, ne, recimo, če pomislite, do kolikih virov je imel dostop, s kolikimi ljudmi se je pogovarjal, da je opisal tega človeka, o katerem mislimo, da vemo vse, ne, in tudi kako v bistvu ga je čisto, kako bi rekla, tako ne brezobzirno, brez usmiljenja, ne, ga je razgalil vseh njegovih slabostih in prednostih, ne. Tako da je tudi ta knjiga, čeprav je biografija nekoga, ki ga vsi poznamo in o njem veliko vemo, se tudi bere kot nek kriminalni roman, ker je na tak način napisana, ne. In nas zanimajo ozadja, zanimajo nas, kaj vsi ti ljudje, ki so njega poznali, o njem mislijo in bodo o njem povedali, ne. Tako da tudi to na nek način, ne. Sem pa zelo slaba bralka poezije. Jo imam zelo rada, ampak tako jo zelo težko berem, se moram ful truditi, to že za osnovne in srednje šole. Prej sem nekajkrat mogoče že omenil, da kar mi je pri knjigi res všeč, je, da ne podcenjuješ bralca. A imaš kot novinarka, recimo, ko pišeš prispevke, ko delaš prispevke, a imaš v glavi gledalca, skratka neko publiko, ki mu moraš povedati recimo to informacijo, kakšna mora biti recimo ta informacija, da bo zanimiva seveda za gledalca, hkrati da ne bo plitka zaradi tega, ker bo zanimiva, ampak če imaš recimo to kot novinarka, si imela tudi kot avtorica kriminalka, recimo v glavi, da zdaj pa je treba morda vendarle stvari bolj pojasniti, bolj preproste narediti, ker jaz nimam tega občutka, ne, in zaradi tega sem jaz tudi zelo vesel uspeha tega knjige, ker pri nas tudi med založniki pogosto obstaja nek predsodek, da so bralci pač neumni in da želijo neumno čtivo. To je pa knjiga, ki te zgrabi samo, če si dovoliš, da si dovolj inteligenten, da sam razbiraš, recimo, kaj se dogaja v ozadju tudi in da sam nekako sodeluješ. Aha, zdaj, če je ta povezan tako, je pa bolj mogoče naredil to. Skratka, imaš pred sabo, si imela pred sabo publiko, ko si pisala, in zakaj si potem napisala tako, bi se rekel, inteligentno knjigo, no? No, jaz tle sploh nimam drugega odgovora, ne, veš, osnovni pogoj vsakršne komunikacije je spoštovanje, oziroma spoštljivost, ne. Jaz v bistvu, vsako vrstico, ki jo napišem, ne, v vsem svojem življenju, pri svojem novinarskem delu sem imela vedno pred očmi, bodi si bralca, bodi si gledalca, vedno skozi sebe, a kako bi jaz to prebrala, ne, bi se mi zdelo brez veze, bi se mi zdelo neumno, ne, to žaljenje, podcenjevanje publike, ne, bodi si bralca, bodi si pač gledalca, konzumenta, novinarskega poročila oziroma literarnega dela je po mojem mnenju en največjih grehov, ki jih lahko katerikoli avtor naredi, ne.
ker je to nespoštljivo, ne fair po mojem. Ne? In na koncu te tudi dobijo, ne? Saj ljudje niso neumni. Ne? Saj, ko bereš nek roman in na koncu vidiš, da se je nekdo pol snimel več den, se je pomatral in na hitro končal, ne? Bi šel in bi ga klofno, ne? Zaradi tega, ker se počutiš opeharjenega. Ne? Tako da zdaj, kolikor mi uspeva, ne vem, jaz se res zelo trudim, no? Ker je meni to v bistvu bi rekla glavno in edino vodilo, tudi kadar me vedno vprašajo pri novinarskem delu, seveda resnica, ne? Mislim, ampak kaj je resnica, ne? Da pač to spoštovanje do tvojega naslovnika, kdorkoli je, si tudi veš v vsakdanjem življenju, v vsakdanji komunikaciji, se ni treba, da si novinar, da si pisatelj, ne. Osnovno vodilo mora biti spoštovanje drugega in te nekega medosebnega odnosa, ki mora temeljiti na spoštovanju, vse ne vem, kaj ne drugega rečem, ne, v bistvu, neki osebni ponižnosti, ne, do sočloveka, ne. Ja, pri takih zadevah je pa še posebej, bi rekla, tvegano, ne? Ker se igraš v bistvu tudi sam sabo. Ne? Ljudje niso neumni, tako kot sem že rekla. Ne? Če jim boš prodajal nekaj, za čemer ne stojiš 100%, za kar sam veš, da nisi 100% vložil samega sebe in svoje energije, ne? Bojo ljudje to odkrili, po mojem. No? Jaz tudi pri svojem novinarskem delu se mi zdi, pa še v unih spisih, po mojem imam to še od spisov iz osnovne šole, v permanentnem strahu, da sem naredila kaj narobe, ali da mi bo nekdo rekel, tukaj se pa nisi potrudila čisto do konca. Ne vem, mogoče so to te šole, ki smo jih dali skozi, ampak dejansko me ves čas to spremlja. Ne? Da jaz sem pa tista, ki najbolj vem, ne? Da sem se potrudila, kolikor sem lahko, zdaj pa če rata. Ne? Zdaj pozor publiki, ki so je zdaj pohvalila, ne? Da so dovolj inteligentni. Začnite razmišljati tudi o vprašanjih. Jaz bom zdaj Mojci postavil še eno vprašanje, ki vem, da tudi vas izredno zanima. Vi pa vmes razmislite, kaj bi jo še vprašali. Če ste prebrali knjigo in bo vprašanje o knjigi, se dajmo tako zmeni, da naj ne razkriva konca ali pa kakšnih ključnih momentov v knjigi. Skratka, razmislite. Če se še nisem vprašal, boste sami imeli to priložnost. Mojca midva pa sva rekla, da pač zdaj so volitve in to se pravi, naslednja knjiga izide decembra. Dogajala se bo v Sloveniji, ne? Sva rekla. Kaj, recimo, a lahko že kaj poveš v drugem delu? A obstaja že zgodba, ali nas malo vlečeš za nos? Ja in ne. Jaz v bistvu točno vem, ne? Zdaj moram pa razmisliti, kaj lahko povem, ne? Mogoče bom šla za prvomajske, kaj na Slovensko obalo, v službi raziskovanja, okolja in okoliščin. Ne, to je dosti blizu Italiji, da se mi ne bo treba zmišljevati. Zdaj to z RTV-jem tudi ni tako daleč od resnice, glede na to, ne, da sem jaz v bistvu lena, ne, oziroma če poveva. Ne. Tudi ti večkrat rekel, sem si bil prefine in preveč uvidevan, da nisi rekel, da je tudi posledica lenobe. Pišem namreč samo o tistem, kar dobro poznam, ne, in to iz preprostega razloga, ker mi ni treba pa veliko raziskovati. Ne. Ampak to je v glavnem posledica tega, da pač nimam veliko časa, ne, glede na to, da sem omejena v odmore z malico, ne. Sem se tudi za to odločila, to je bil tudi eden od razlogov, ne, zakaj sem to mafijo dala za ozadje, ker mi pač ni bilo treba delati nekih poglobljenih raziskav, da ne bi ustrelila kakšnega kozla, ampak sem pač to preprosto že vedela. Ne. Mogoče sem tudi tako morala kakšno letnico pogledati, ampak še tega ne. Ker že, ko sem hotela, ker od začetka, veš, to je bilo res zanimivo, sem trzala in kar hodila gledati, kje so zapiski, in sem rekla, sej ne, sej si izmišljujem, ne. V bistvu sem bila kar tako in potem sem si na koncu, da sem se disciplinirala, sem si naredila take miselne vzorce, te 3 dni, pa teh 17 poglavij v vsakem dnevu, in sem si vsakega zapisala tako ene 3-4 misli, ne, kaj bo kdo bo tle nastopil, kdo bo koga srečal, kaj se bo zgodilo, ker mi je bilo potem laže, ker sem se potem obnašala, kot da pišem nek članek po svojih zapiskih. In sem rekla, kaj že moram zdaj tle napisati? Aha, to bo, ne. In tako, vse sem pol popravljala, ampak hočem reči, verjetno, če bo dejansko, ne, to zdaj vse bilo, kar je zdaj on rekel, seveda izmišljeno, ne, je pisal roman, tudi on. Če bo gotovo nečem, kar dobro poznam, s čimer se ukvarjam, ne, tako da sigurno bo tle na kakšnih ljubljanskih ulicah nekaj. Mogoče na Gosposvetski, ki jo zaprejo, ta ni slaba, ne, to se mi mota po glavi zdaj zadnje dni. Zakaj ne morem tukaj, ne, to mogoče v tam kdo mrtev, ne, ko si je to zmislil, ne. Ne vem, no, mislim, jaz seveda občudujem tiste avtorje, absolutno, da se jih berem že celo življenje in so na nek način moji vzorniki, ne, ki opravijo neko ogromno raziskovalno delo, preden napišejo ta roman, ne, svoje romane.
Ampak jaz dejansko očitno zgleda, nisem tak tip, ne, ker bi verjetno ne delala na televiziji, ne, kjer je minuta 20 in je vsega konc, ne, greš v hladilnik po kozarc, ne vem, čez mleka in je že konc prispevka. Ampak glede na to, ne, da sem pač še vedno tam v službi za zdaj, ne, bo to roman o nečem, kar mi je blizu. No, super. Zvedeli smo ravno dovolj, da ni bilo preveč. Skratka, prepovedano so vprašanja o drugi knjigi, to smo se zmenili. Prepovedano so vprašanja, ki grejo pregloboko v zgodbo. Zdaj pa vendarle me zanima, a ima kdo kakšno vprašanje? Slučajno, tako? Ja, to morate pa tle še me vprašati, ne, mladinsko knjigo mislim, ne. Ne vem, zdaj, verjetno, ne vem, ti mi povej. Strah pa te ni. Česa? Če prevedemo v italijanščino in potem... Ne, jaz sem v bistvu tudi eno zelo dobro prijateljico, ki je v bistvu Italijanka z dobrim znanjem slovenskega jezika in se mi to že tako nekako poturila in je rekla, da absolutno, da to je, ja, da se ji zdi, da bi... Ampak recimo, če povem to odgovor na vaše vprašanje, v Italiji imajo izjemno dobre pisce, tudi kriminalnih zgodb in kar nekaj dobrih kriminalnih romanov, tudi mafijskih, ampak nobenega s tem realnim okvirjem. Ne, kot da bi bila to, mogoče, jaz sem pa to tako razmišljala, ne, za njih res ena taka boleča rana, ne. Jaz to vedno opazim, ko sem opazila, ko so me kakšne rimske prijateljice recimo spraševale, ko so zvedle, da pač ob svojem delu pišem tudi knjige, no in o čem pa pišeš, o čem govorijo tvoje knjige? In mi je bilo kar nerodno, ker sem vedela, kako bodo reagirale, ko mi jaz rekla o mafiji, o Berlusconiju. In jim je bilo kar tako si videl, da jim ni prav, ne? Ker jim ni prav, da jih cel svet v bistvu povezuje s tema dvema stvarema. Ne? Se tudi nam verjetno ne bi bilo prav, ne? Če bi nas enačili z nečim negativnim. Ne? Zdaj sicer ne vem, kaj bi to bilo, ker Slovenci smo delavni, prijetni, pametni. Ne, heroin se je ful vozil. Slovenski avtoprevozniki so heroin vozili. In je bilo res neprijetno. Takrat? Ja. Ko smo hodili po tujini, recimo, pa so nas nekako povezali. Vsaj občutek sem imela, da nas poznajo potem. Možno, po čem ja. Pa nas, ne? No, tako da hočem reči, ne, to se čuti v Italiji, ne, da pač, seveda, kot vsakomor, ne, Italijani niso to, ne vsi, ne, to, kot je Giovanni Falcone govoril, ne, to so mafijci so posamezniki, mafija je organizacija, ki ima svoj začetek in bo verjetno imela tudi svoj konec, to ni narod, ne smemo enačiti, to ni kultura neke države, ne, to so posamezniki, ki pač te stvari počnejo. In mogoče iz tega razloga ne, tudi ni recimo nekega takega fiktivnega dela, ki bi govoril o teh dveh umorih. Ne. Ker to je bila res tragična zadeva za Italijo in za Italijane. In še danes je. Ne. In se to tudi vedno povem, mogoče je tudi to razlog, ne. Zdaj bolj ko razmišljam, ker me to vsi sprašujejo, da sem prisiljena o tem razmišljati, bil mogoče dejansko to tudi razlog, da sem postala novinarka. Ne. Točno ta dva atentata. In ta krutost in predvsem vprašanje, kako je to mogoče, ne? Kako se je to lahko zgodilo. Dva človeka med najbolj zastraženimi v državi, ki sta bila hkrati narodna junaka in jo država ne more zaščititi. Ne? Kako se to? Ne? To zmer rečem, to ni Mehika, to ni Rusija, to ni Turčija, kjer bi bilo enako kruto, če bi se tam zgodilo, ampak bi si rekli, ma ja, to je Mehika. Ne? Ampak v eni od 7, industrijskih, kako rečem, 3. največje gospodarstvo evrskega območja, ustanoviteljica Evropske unije in ena zadnja država, ki je tlele za te prvim ovinkom. No, gospa z druge vrste? Je zapravo zanimivo, ker sem hotela na malo drugačen način isto vprašati. Če bi bilo Italijanom to... Všeč. Ja. Skratka, je še kakšno tretje vprašanje? Pa nekaj o tem, oprostite. Si bom zapomnil, gospoda. O tej mafiji ni jasno. Se pravi, rekli ste, iz 3 teh plasti je mafija narejena. Kdo daje komando? A tretja vrh daje komando? Odvisno, za katere stvari sodelujejo. Niso ti nekako v drugi vrsti, pa v tretji vrsti tisti, ki to dopuščajo. To tudi ni, bi rekla, neko stalno, neprekinjeno razmerje. Ne? To so zavezništva, ki se sklepajo in ki se razpletajo, se pravi, razpadajo in se sestavljajo, ne? Ob različnih poslih. Ne?
Ta tako imenovani famozni mafijski nivo, zdaj tukaj boste našli enega in vam bo dal zadovoljstvo in boste rekli, ja, saj sem vedela, da je tukaj nek stric iz ozadja, to res drži, ne. Ampak v resnici jaz mislim, da ni tako preprosto, ne. Vsaj tožilske preiskave v Italiji so pokazale, da se v bistvu tudi politiki z mafijci povezujejo v posameznih poslih, ne. Danes vemo, da je mafijski denar oziroma pač neorganizirani kriminal prisoten tam, kjer je največ denarja. In kje je to? V neki državi, recimo kot je Italija, ki je lahko bogata tudi država. Ne? To so recimo javna naročila vseh vrst. Danes so to ne samo več javna naročila v gradbeništvu, ampak so to tudi javna naročila v zdravstvu, zasebno javno partnerstvo in seveda evropski skladi. Ne? Številne preiskave so na jugu Italije pokazale, da so te eolski viri, se pravi vetrne in sončne elektrarne, nova zlata jama za kriminalne organizacije. Ne? Tako da, in tukaj ne verjamem, da je zdaj nek režiser v Rimu, ne? V politični strukturi, ki odreja kriminalcem, vi boste to, ne. Prej nasprotno, ne. Se najdejo med sabo, nekdo priskrbi nek tak posel, neka evropska sredstva in se potem dogovarja, katero podjetje, kaj do katere mere, ne. V Italiji ugotavljajo tudi, da se je predvsem kalabrijska mafija mimetizirala do take mere, da podjetja, ki so v njihovi lasti, niso več kriminalna podjetja, ne. In da jih pač ne vodijo kriminalci, ne? Ampak da so to dejansko zakonita podjetja, ki zakonito konkurirajo na javnih razpisih. Ne? In je potem take povezave, če že ne tako strašno težko odkriti, pa zelo, zelo težko dokazati. Gospod z levega krila, prosim. Najprej čestitke za knjigo. Hvala. Moje ime je Goran. Mene pa zanima čisto, ko ste bila v stiku zadnja leta s temi ljudmi iz mafije, kako raziskala se to. Me zanima ta mentaliteta, oziroma kaj se s temi ljudmi zgodilo, da so pristopili na tak način življenja oziroma delovanja. Če ste mogoče to tudi daj razmišljala, pa če bi mogoče tudi prihodnika knjiga na to temo, bom rekel, sam osebnosti, kako se nekdo tako razvija, da gre na pokor. O tem v bistvu govori ta moja druga knjiga, ne, Oblast brez obraza. Ne. V tej knjigi sem predstavila vse 4 italijanske kriminalne organizacije in njihov način delovanja, način rekrutiranja ljudi, način, bi rekla, tudi razmišljanja in predvsem te katastrofalne posledice, ki jih delovanje teh organizacij pušča na območju, na katerem živijo in delujejo. Ne. Se pravi, v različnih deželah italijanskega juga. Zdaj jaz točno, kaj vodi kriminalca, nisem nikoli posebej raziskovala, to tudi odgovorim na vprašanje, ko me vprašajo, si se kdaj bala, si bila kdaj v nevarnosti. Ne? Zato, ker mene, zakaj je nekdo kriminalc, v bistvu niti ne zanima, ker se mi zdi odgovor na to vprašanje precej preprost, ne? Zaradi denarja, oblasti in egocentrizma. Ne? Zakaj hoče biti nekdo? Ne? Ampak mene je zmeri so me zanimale v bistvu dejansko posledice takega mafijskega delovanja na območju, kjer ta mafija deluje. Ne? Ker to ni samo ta kriminal, kot ga mogoče poznamo tudi pri nas. Tukaj gre za nadzor teritorija. Te kriminalne organizacije so tako globoko zasidrane v to območje, predvsem na jugu države, kjer delujejo, da zasužnjujejo ljudi. Ljudje, ki živijo na teh območjih, niso svobodni, ker so omejeni z delovanjem teh organizacij na različnih področjih. Jaz zmeri dam primer tega nesrečnega mleka, tam nekje na Neapeljskem, ne? Ko si v enem prebivalci enega mesta imajo na voljo samo eno znamko mleka. Zaradi tega, ker vsi drugi proizvajalci tam ne smejo prodajati. Ker je pač teritorij in so na tem teritoriju tele odločili, da bo to ta prodajal. Ne? Pa recimo en župnik na Siciliji, ki živi na tem, v Italiji rečejo temu teritorijo di alta densità mafiosa, območje z visoko koncentrirano, mafijsko gostoto, po slovensko. Je rekel, kako boste vedela, ne, katero podjetje, ali kako, da tle deluje mafija. Vi boste recimo, ne vem, eno gradbeno delo si, ne vem, boste eno škarpo si delala na vrtu, naredila neko gradbeno jamo, boste potrebovala odvoz nekega odpadnega materijala in vsak normalen človek v normalni državi bi šel, ne vem, na primerjaj.si ali pa v rumene strani in bi poiskal nekoga, da bi mu izvedel pač to delo. Rekel, kako boste ugotovila, da boste morala najeti zgolj izključno samo mafijsko podjetje, ker bodo vsa druga rekla, da niso na razpolago. In to je to, ne, mislim, in to so res, mislim, v Italiji, v bistvu takrat po umorih teh 2 tožilcev je, po mojem, tudi zaradi tega, ne, ljudem prekipelo. Skratka, ta 2 uboja sta bila v bistvu kaplja čez rob, ne, in so se ljudje uprli takrat
na Siciliji najprej in potem tudi drugje in se je okrepilo to pač te protimafijske organizacije in združenja, tudi zato, ker so imeli ljudje dovolj, ne? Da v bistvu ne morejo v svobodni državi svobodno živeti, ne? No, zdaj pa Roko še mogoče za zadnje vprašanje, preden Mojco spustimo dalje delati ali spati ali karkoli bo še lahko nekde. Aha, tamle v zadnji, gospod, prosim. Mogoče sem dovolj tak primerek, ne zapišem master umor, tako se prihodu, ne. Odvisno, kaj boš vprašal, Ja, ne, se ni vprašanje, ne, bolj je tok namik. Govorimo o Sloveniji, ne, imamo zelo močno albansko mafijo, vemo kje, ki se omenila, da greš na Primorsko, ne, da mi je leglo tega, dobro poznam, oziroma ne bom rekel, da sem informator, ker nisem, ne, ampak poznam situacijo. Je pa en namik, oziroma, kako bi rekel, smo v 21. stoletju, ne, in jaz sem se rodil majhen prej kaktiv, in sem živel s knjigami, govorim o papirju, zdaj. Mislim, da ta velika založba kot je mladinska knjiga, to je samo namik, ne, da bi bil čas, da mogoče začnemo kot bralec digitalne publicistike, čas, da mogoče naredimo tudi, gremo korak naprej, pa naredimo digitalni sort. Ne samo te knjige. To ni bilo zame, to je bilo za tvojega delodajalca, ne. Mogoče interaktivni roman, ne? Da bo naslednji roman, da bojo recimo mogoče bralci lahko, zdaj bi pa rad, da bi ta umrl, ne? Pa tako nastaja pol roman v neki digitalni verziji, ne? Ja, hvala. Dovolite, da še jaz nekaj dodam na to njegovo. Lahko rečemo, ko je omenil mafijo albansko na Primorskem, a lahko temu rečemo mafija? Ja, to je ali je to čisto navadna kriminalna združba? Ja, jaz mislim, da je to drugo, ne? V bistvu ta izraz mafija danes, sej verjetno ni, se so tudi mi dva, ne, v bistvu zdaj po mafijski poti prišla do tega pogovora, ker je bil on v žiriji, ne, in pol je sigurno glasoval zame in sem jaz rekla, ne pa on zdaj to vodi, ne, recimo. Najdemo veliko različnih stvari danes imenujemo mafija, ne da bi pomislili, kakšen je dejansko izvor te besede, ne. Ampak ja, v teoriji, pač, ko bi rekel v nekem teoretskem proučevanju tega fenomena velja, da ni vsaka kriminalna organizacija mafija. Mafijo v prvi vrsti, bi rekel, označuje, ne, in potem jo ločimo od drugih nadzor teritorija, ne. Zdaj, če bi te, ne vem, nekatere kriminalne združbe na območju na nekem širšem območju Slovenije obvladovale, ne samo bi rekli varščino v bifejih in lokalih, kjer mogoče dejansko obstaja, ne, ampak dejansko, recimo, ne vem, razne Mercatorje, pa Leclerke in druge nakupovalne centre, v katerih bi vi dobili samo neke določene znamke, ne vem česa, ali take podobne načine, ne, potem bi mogoče lahko tudi o tem govorili. Ampak italijanske kriminalne organizacije mafijskega tipa imajo drugačno zgodovino. Ne. Jaz težko verjamem, da bi na našem območju lahko ena kriminalna organizacija delovala na tak način in bila uspešna. Razen, če bi seveda hudo ustrahovala, ne, in bi ne imeli vseh teh varovalnih mehanizmov, ne. To se pravi organi represije, pregona in ne nazadnje politika, ne. Jaz pa mislim, da v bistvu vseeno v Sloveniji tega ne bodo Slovenci nikoli dovolili, ne. Po mojem. No, razen naš Štajercev, ki smo v visokih vrstah založb, pa v sodstvu, pa policiji, pa zrili pa vsot, ja, se. Štajerska mafija. Tako je. Mojca, najlepša hvala za vse odgovore, za knjigo, ne nazadnje, seveda, zdaj pa tako, dragi moji najini poslušalci, moji poslušalci, kot da so na radiju, danes imate seveda tudi izvrstno priložnost, da ker smo v knjigarni knjigo seveda tudi kupite. Mojca pa se je tudi že pripravila nalivno pero z Imakuli, da vam to knjigo podpiše. Če še niste brali, pa mislim, da upam, da so bili Mojcini odgovori dovolj informativni, dovolj vabeči, da boste knjigo v naslednjih nekaj dneh vzeli roke. Jaz se vam zahvaljujem v mojem Mojčinem imenu in lep večer še naprej. Hvala lepa.